Zame je zelo velika čast, da zdaj s teboj lahko tako pogovarjam. Moje prvo vprašanje, ti že tako dolgo v Sloveniji. Kaj ti pomagalo se asimilirati, da si se navadila na novo državo in si postala že prava Slovenka? Kaj ti pomagalo? V Slovenijo sem prišla leta 1994 kot poklicna igralka odbojke. Podpisala sem pogodbo za 2 leti, tako da sem ostala tukaj, zato ker mogoče prvo leto je bilo težko in mogoče, če bi imela pogodbo za 1 leto, bi potem odšla nekam drugam, tako kako so odšle moje prijateljice z ekipe, recimo 1 leto igrali v Španiji, v Italiji, pa šli potem nekam drugam. Jaz pa sem imela pogodbo za 2 leti in v drugem letu sem že nekako navadila na ta način življenja, sem spoznala dosti prijateljev, sem spoznala moža in tako dalje. Si napisala 2 knjige. Ja. A lahko mogoče malo več o teh knjigah, kaj te je pripeljalo do tega in kaj te je navdihnilo? Jaz sem nekoč že rada pisala, že v šoli, v osnovni šoli spise, potem nekako prišla ideja, da bi začela pisati bloge. Sem pisala bloge za spletno stran Prlekije on.net kar 4 leta in dobila sem kar dobre odzive. In nekatere ljudje so začeli vpraševati in so mi pisali, da naj napišem zgodbo o svojem življenju. In nekako sem zbrala in sem začela pisati. Mislim, da sem napisala nekaj tisoč besed, je bilo 5 ali 10. Poslala sem na različne založbe, nekako še 6 založb, pa so me vse zavrnili in sem to idejo opustila. Te pa je bilo srečanje s pisateljem Kamenko Kesarjem, to se spomnim v knjižnici v Ljutomeru. In nekako tako bilo, da sva sedeli s prijateljico in takrat je on vprašal se, če kateri od vas tudi kaj piše. In jaz sem bila tiho ko miš, to je pa prijateljica rekla, da pokazala kar s prstom na mene, da ona piše. No, on seveda začel vpraševati in sem jaz nekaj ne pa. No, v glavnem, potem pa je on rekel, da moram napisati, moram to knjigo izdati, če že mislim napisati. Ja, in če jaz čez pol leta ne izdam te knjige, te pa moram njemu pa njegove ženi Alenke plačati, ne vem, teden bivanja, je rekla, nekaj v hotelu, v Biotermah. In te sva nekako kupčiji sklenila, ne. Če mi je rekla, da obstaja ena založba Primus in tam je tudi avtorji, od mladih avtorjev dobijo materiale, potem oni pogledajo, če je dobro ali ne. So rekli, da je zdi v redu, naj napišem več. Potem pa je šlo hitro skozi. Oni so izdali in to je bila prva knjiga, druga knjiga pa je prišla, ko se je začela vojna in takrat sem že drugo knjigo, ja. Si zelo veliko pomagala Ukrajincem, priseljencem. Kaj ti pomaga najti notranjo moč in resurs pri takih težkih situacijah, se zbrati pa začeti delovati na tak način, ko ti nekaj kreiraš, ustvarjaš pa daš še več ljudem? Rada pomagam ljudem, ne, pa hočem nekaj dobrega narediti. Vedno sem bila, ne vem, mene krivica boli in sem želela tem ljudem nekako pomagati, ne vem. Pa znam, da to lahko naredim in zakaj ne bi, ne. Ne morem jaz, ne vem, iti mimo, če vidim, da nekaj dogaja, nekaj hudega nekom, jaz bom obrnila, bom nekako probala rešiti situacijo, ne. In zdaj seveda nisem mogla vojne rešiti, ne, to ni mogoče, ne, ampak vsaj lahko nekako pomagam tem ljudem, ne, takšne, ne vem, empatije do ljudi, ne vem. Torej, tvoje dobro srce je bilo ta gonilna sila, ki ti je tebi pomagala? Mogoče tudi to, ne. Kaj vem, mogoče tudi tako, da 3 dni pred vojno mi je umrla mama in tudi sem nekako tako, nisem mogla iti na pogreb in potem to me je vse tako nekako in sem želela nekako, ne vem, mogoče sem se krivo počutila, da nisem mogla iti v Ukrajino, ki se je že začela vojna in nekako sem želela nekaj delati, nekaj pomagati ljudem. Moje sožalje. No, to je taka rana in tudi, če imaš tudi osebno dramo, vsak bi tebe razumel, če bi rekla v tej situaciji, da pardon, nimam resursa zdaj, preživljam ta situacijo, ampak tudi vsaka čast, da tudi v ta grozljivi situaciji si našla moč in si še pomagala drugim ljudem. Športniki ponavadi so zelo disciplinirani. In to pomaga tudi pri življenju. Ali ti si tudi tako disciplinirana, pa imaš red vsepovsod v življenju? No, jaz sem.
ampak nisem tako fejst disciplinirana, ne, tako da. Ampak drugače pa ja, znam vsak dan razporediti, ne, ker imam vseeno 5 otrok imam, ko so bili mali, ne, treba bilo vse organizirati, peljati, ne vem, tenis, odbojka, nogomet, ples, pa glasbena šola in tako dalje, vse še druge dejavnosti, pa še sama sem trenirala, tako da vsak dan pač bil tak na minute, ne. Kakšna je zgodba ta trgovine? V šoli moram, ker delam kot učiteljica športa, v šoli moram nositi športna oblačila, tako da v prostem času se rada lepo oblečem, ker recimo že ne maram teh trenirk in tako dalje, ker vedno sem mogla tako biti oblečena, ne. Kako pa je prišlo do tega? Hodila sem na tečaj angleščine v gimnaziji Ljutomer, tam pa smo imeli temo second hand trgovine. In nekako mi je, zakaj pa jaz ne bi imela nekaj takšnega. In nekako sem začela zbirati informacije, s prijatelji so se začeli o tem pogovarjati. Ona je rekla, ja, super ideja, pa potem sem pač začela iskati, ne vem, prostor in tako dalje, ne, kako bi sploh to speljali, ker nisem bila nikoli v tem poslu, to je pač podjetništvo, ne, tako da. Ti najbolj uživaš, ko izbiraš za trgovino oblačila ali ko ljudje že pridejo pa nekaj zase izbirajo ali kje tekom tistega procesa najbolj uživaš? Recimo, meni je zelo fajn, jaz zelo uživam, ko vidim, da nihče pride pa si izbere nekšo oblačilo, ki mu res tako pristoji, pa počutim v njem tako samozavestnega, pa pravi, tako dolgo sem iskala, ne vem, nekšo takšno rdečo oblekico, pa sem jo ravno pri vas našla in odide srečen. Tako da mi je to tako fajn, ne. In zdaj pa sem oblečena v rdečo, ampak nikoli ne boste verjeli, koliko sem za njo dala. Včasih sem sama tudi kupila si kakšno obleko, pa sem jo oblekla enkrat, pa nikoli več, ne. In škoda mi je, da te obleke bodo potem zavrnili v stran. Recimo na Montoranski hčerki sem kupila obleko za 160 €, pa sem jo imela enkrat, pa ne vem, če bom kdaj imela še. In takšnih ljudi sem ugotovila tudi ogromno, ne, ki imajo doma omare oblačil, ki jih ne nosijo, celo z etiketami, pa prinesijo vsem, pa cele srečne, da jih nam dajo naprej, ker potem vidijo, da jih drugi nosijo, pa jim, ne vem, toplo pri srcu, ne, boljše, da tako, kot bi pristale nekje v smeteh. Tudi imate zelo prijazne cene. Kakšne so pogoji za danes? Večinoma vse se vrti okrog 5 €. Ne vem, redko kdaj je kakšno oblačilo, ki je 10. 10 je že, večinoma to so že komisijska prodaja, ki so nam prinesli ljudje. To lahko kakšna obleka tudi stane 25, samo ena ženska je rekla, da je kupila za 100, pa enkrat imela, pa mi jo imamo za 25. Drugače pa so od 1 €, otroška imamo vse po 1 €, 3, 4 hlače, pa še to lahko dam popust, zato ker res ne bi rada, da bi se to kopičilo, ker ljudje tako pridno nosijo, da več ni, mislim, trgovina dejansko že premala postala, ne, ker moram ogromno stvari ven dati, da sploh lahko notri nekaj najdejo, ne. Sem bila v eni taki v Parizu in tam je bilo tudi veliko novih oblačil, ampak tudi so vmes bili rabljene. Francoze obožujejo to, kar sem jaz opazila, najti nekaj unikatnega, ampak ni plačati veliko. In to je tudi eko, zdaj kot tak eko smer, da nič ne vržemo, da uporabimo 2-krat, 3-krat več. In tukaj je ta ambient res modni. Ja, dobrodošli v našo trgovino, tu boste vedno našli nekaj unikatnega, nekaj narejenega čisto za vas. Tukaj imate in oblačili, in obutev, in modne dodatke, in tudi torbice. Ja. Torej vse imamo. Ja. Super, najlepša hvala za tako kratko predstavitev trgovine in sem zelo vesela, da sva malo pogovarjali. No, zdaj pa ste videli, in kako prijazna lastnica, kakšno dobro zgodbo ima in kako veliko vsega, kako veliko ponudbo oblek imajo. Torej, res, dobrodošli v Ljutomer, v Modno muho.